Pozdravljeni in dobrodošli v mojem novem YouTube videu. Z vami je Aleksandra Winkler. Kanaliziran vid in energije poletja 2026. Sem Aleksandra Winkler, moja spletna stran omgarden.si in omgarden-shop.com. Sem avtorica 8 knjig, tlele pred sabo jih imam 3. Z ezoterično vsebino, vse o meni in mojem delu si preberite na spletnih straneh. Namreč v e-novicah pa boste prejeli povabilo na izjemno šamansko delavnico, kjer boste potovali tam, kjer vaša duša izbere. Se pravi, eno šamansko potovanje, šamanski uvid v energije boste dosegli sami zase. Nekateri boste lahko razbrali auro, ne zamudite, imam na 2 različnih lokacijah. V glavnem danes pa grem k napovedi za poletje 26. Predlagam, da tudi ta video lajkate, subscribate, da ne boste zamudili naslednjega. Če še niste prijavljeni na ta moj YouTube kanal, torej stisnite subscribe, naročite se, stisnite zvonček, da boste obveščeni o mojem naslednjem videu, ker bom govorila o družinskem prekletstvu in dala zelo poučne vsebine o negativnih energijah v prostoru in kako tega rešiti. Dobro je, da imate pri sebi tudi svinčnik, beležko, namreč nekateri datumi bojo zelo pomembni, tako v pozitivnem kot tudi negativnem smislu. Povedala bom neke pomembne datume za to poletje in ti pomembni datumi so mišljeni kot ekstremno pozitivni, dobri, ne zamuditi te priložnosti in tudi taki datumi pod klicajem, kjer bo na preizkušnji, boste videli, zato da se izognete nevšečnostim na tisti dan. Se pravi, priporočam vam, da gledate moj video in si zraven zapisujete. Pa naj grem s prvim datumom, 21. juni. 21. juni letos vstopamo v srebrno dobo. Srebrna doba je predhodnik zlate dobe in ti zametki se čutijo že na vsakem koraku, v mnogih načinih razmišljanja, staro umira, rojeva se novo, nov svet. Seveda ne gre tako čez noč in ne gre na miren način, ampak človeštvu se naglo dviga zavest in kdor bo v zaostanku, pač bi rekli, ga bo čas povozil. 21. juni je izjemen dan. In to, kar boste občutili na tisti dan bom imela tudi šamansko delavnico, kjer boste lahko izdelali tudi svoj lovilec sanj. Mimogrede, tlele sem izdelala enega v Feniks verziji, se pravi v takih ognjenih barvah. In razlog za to, zakaj, vam bom povedala v nadaljevanju. Se pravi, zametek srebrne dobe se je že začel. Kakšni so znanilci, katere so tisti prvi simptomi, prvi pokazatelji in če ste vi usklajeni s to energijo, to sem pisala v majski reviji Ona Plus, tam so tudi moje napovedi, zmaga SDS Janez Janša, pravzaprav je zmagovalec on, ker je edini sestavil vlado. Tako da ni šlo mimo zapletov o tem, da bojo možna podkupovanja poslancev. Sem pisala v letni decembrski izdaji za leto 2026 reviji Misteri. Se pravi, moje napovedi se dejansko uresničujejo tako ali drugače, vedno puščam neko toleranco, ker pridejo neki vetrovi in neko situacijo malo odpihnejo v neko drugo smer, ampak bistvo zadenem. Tako sem že dolga leta nazaj sestavila to knjigo,
napovedi za čas med letom 2025 in 45. Se pravi, moji uvidi, kanalizirani uvidi v knjigi Sporočilo Zorjana, ena izmed najboljših knjig. To knjigo si vzemite s sabo na dopust, res vam toplo priporočam. Medtem ko je e-knjiga, elektronski verziji, tlele imam sicer fizično verzijo, Brezmejna moč bele magije, moja najnovejša knjiga, tako da odslej, ker vstopamo v novo dobo, srebrno dobo, bom vse imela samo še v elektronski obliki, nekaj tiskanih knjig je še na zalogi, zato ne odlašajte, ker jih ne bo več. Te knjige ni več v tiskani verziji, je samo za moje tečajnike. Seveda, če boste moji tečajniki, dobite tudi tiskani izvod. Drugače pa samo še elektronsko. Se pravi, 21. junij imam za vas izjemno delavnico, ne je zamuditi. In v Ljubljani še prej. Srebrna doba ima značilnosti spremembe, za razliko od železne dobe, kjer so ljudje delovali po večini na podlagi palce ali pa korenčka. Se pravi, železna doba, to je generacija mojih staršev, prejšnja doba, ta čas se poslavlja, čas diktature, čas tako boku jaz hočem ali pa izsiljevati od nekoga neki, ta čas se poslavlja. Ti novodobni otroci ne prenesejo več, naredi to. Zakaj ne naredim to? Zato, ker sem jaz rekel, tako je bilo pri mojem očetu, sicer je zelo parjazen, če me gleda živijo ali pa njegovi prijatelji. Zakaj moram kupiti tak avtomobil, take znamke, zakaj ne drugačne? Zato, ker sem jaz rekel, ok, dobro. Se pravi, mi ne bomo več sledili nekomu, naredi to. Zakaj? Zato, ker je on rekel, ker nekoga kujemo v zvezde. Ljudje prebujamo v sebi svojega guruja. Jaz moje tečajnike usposabljam, da oni bojo samostojni, da bojo oni sami ribe lovili, da jim ne bom skozi jaz kuhala, pa pedinala, da bojo maksimalno razumeli področje ezoterike in mejnih ved. Skratka, iz železne dobe v srebrno dobo, nekateri so bili že prej, nekateri bojo kasneje, tudi vse države na svetu ne bojo 21. junij 2026 vstopile v srebrno dobo. Tako kot sta meščanska revolucija in industrijska revolucija spremenili svet, tako se bo ta svet začel spreminjati. In to je že nekako to poletje. Seveda se industrijska revolucija ni začela po celem svetu naenkrat, ni imela enakega vpliva na vse države, tudi ne na vse posameznike. Ampak dobra novica je ta, da ko se začne srebrna doba nekje na tem svetu, ima vpliv na vse nas. Obljubljam vam boljše čase, obljubljam vam boljše pogoje za življenje, obljubljam vam, ker vidim, ker sem to študirala, namreč za 20 let naprej sem naštudirala energije vsakega leta, naloge vsakega leta, značilnosti vsakega leta in jih opisala v knjigi, tako da lahko preverite tudi za nazaj. Govorim o tem, da denar ne bo več sveta vladar in vidimo, kaj se je dogajalo v Dubaju. Eksplozija, se pravi energija ognja, nek raketni napad in bogataši so zapravljali velike denarje, da bi si najeli privatno letalo in pobegli iz Dubaja. A se vam zdi, naravne katastrofe uničujejo počitniško naselje bogatašev? Se pravi, denar ne bo več sveta vladar. Tisti, ki ima veliko denarja, ne bo mogel z denarjem podkupiti nekoga, da bo z njim sodeloval. Točno to se je že zgodilo, poskusi podkupovanja tudi naših poslancev, da bi šli na to stran, namesto na to, da bi glasovali tako, namesto tako. V glavnem, o vročekrvnem letu in o tem, da bo nekdo celo izgubil življenje, ja, tudi o tem je novinar Bojan Požar lepo pisal
eden najboljših novinarjev v Sloveniji. In vroče, ognjeno, tako leto, ki človeka ne more pustiti ravnodušnega. In to, kar bo za vas pomembno, kot sem rekla, predstavljajte si, nekdo nas, ženske imamo pralni stroj, naša generacija je dobila tudi sušilni stroj, generacija mojih mam so dobile ženske pralni stroj, kar je zelo olajšal življenje. Torej, hočem vam povedati, ko se nekje na tem svetu začenjajo mega izumi, ima to korist za vse ljudi, za ene bolj, za ene manj. Seveda, smo se me razveselile sušilnega stroja, moja babica se je razveselila, da je v hišo pretekla voda, da je ni bilo več treba prati cune v potoku. In toliko bo, take izboljšave bojo, res take izboljšave bojo na tem svetu, da si zdajle, ko to gledate, pa ste še nekje ujeti v neko preteklost, težko zamislite. In še enkrat ponavljam, denar ne bo več sveta vladar in bogataši, tako kot se je zgodilo s kraljevimi družinami ob meščanski revoluciji, ko so te kraljeve družine bežale, čez noč obubožale, dejansko hlapcev ni bilo, suženjstvo je bilo odpravljeno oziroma to hlapčevstvo. Taka ekstremna revolucija bo tudi zdajle. Za mnoge ljudi bo boljše, nič več trpljenja na delovnem mestu. Človek in njegovo delo bo vrednoteno. In to se tudi že v Sloveniji začenjajo spreminjati in sprejemati novi zakoni, da bo bolj za družine, za mlade družine, da bojo imeli stanovanja, da bojo dobili ugodne kredite. V glavnem res, res dobre novice za to poletje, ampak nekaj vam moram še povedati. Pri vsej tej energiji poletja so pomembne 3 stvari. Prva stvar, ne glede na to, a me gledate, vi, ki imate 20 let, 30, 50, 80 ali pa več ali pa manj, se pravi, ne glede na to, je pomembno za vas 3. Prva stvar je čakra 3. očesa. Namreč s tem poletjem vstopamo v obdobje vizionarja. Nekako bomo potrebovali vizijo, ali pa če smo naravni vizionar, se pravi nekdo, ki je organizator, nekdo, ki je vodja, če ne drugega, če imaš družino, si vodja svoje družine. Če nisi v službi, šef ali pa direktor, govorimo o srčnemu vodju, ne o diktatorjih. Diktatorji so preteklost, so stvar železne dobe. Zdajle ob vstopu v srebrno dobo, ponavljam še enkrat, meja ni ostra, 21. junij. Za nekatere se je srebrna doba že začela, za druge se še bo. Se pravi, tudi pomlad ne nastopi točno 21. 20. marca. Včasih je celo mesec, 2 prej, včasih je mesec, 2 kasneje. Res ne me jemati za datum in za neko ostro mejo, prosim, da me razumete z vseh zornih kotov. Namreč te 3 stvari so zelo pomembne, ali pa 4, za poletje 2026, to si zabeležite. Prva stvar, da je dobro delujoča čakra 3. očesa. Če je dobra delujoča čakra vašega 3. očesa, potem ste naravni vizionar. V knjigi Akaški zapisi osnove dušne matrice preberite poglavje 8 božanskih moči in v poglavju božanska resnica preverite, katero opis bolj drži za vas. Ali je to opis funkcionalni oziroma konstruktivni del, ali se bolj najdete v opisu nefunkcionalni negativni aspekt tega energijskega centra. Druga stvar je čakra solar plexus ali čakra božanski red. Čakra božanski red na pozitivnem aspektu
predstavlja posameznika, se pravi dobro delujoča ta čakra, posameznika, ki ima občutek za naravni red, kaj je red in kaj je nered. In na negativnem aspektu se najdejo dlakocepci, nekdo, ki provocira, nekdo, ki išče dlako v jajc, dobesedno za eno besedo se prime, samo da bi speljal pozornost, ustvaril nered, kaotično vzdušje. Dobro delujoča čakra tretjega očesa vas dela vodje, dober vodja ste svojega življenja, in dobra tretja čakra vas dela dobrega, da imate red, se pravi, da so stvari na mestu, ne pa bolezenski perfekcionizem, pretirano, se pravi, da bi se izgubili v detajle, da bi se vrgli, da bi se primili za eno besedo in izgubili bistvo. To bo na testiranju, to sta dve stvari. Ta tretja stvar, pomembna, je sposobnost transformacije. Kako obvladujete energijo ognja v sebi? Namreč poletje doseže maksimalno manifestacijo, ker je tudi jesen, zima je že priprava na drugo leto, na drug cikl. Poletje doseže maksimalno to, kar smo si zastavili za cilj lani decembra do 21. decembra, se pravi, zdaj le zrase plan, posadimo, zraslo. Poleti se bo videlo, kako smo si zastavili lansko leto. Lansko leto je bilo v znamenju most, sodelovanje, povezovanje. Letos ni leto za združevanje. Letos, če pač z nekom ne gre, ne moreš nikogar prisiliti, da bo sodeloval s tabo. Tako v parlamentu, tako na kolektivni ravni, tako tudi na osebni ravni. In nikogar ne moreš prisiliti, da bo sodeloval s tabo, če noče. In tudi je nesmiselno želeti si, da bi bili vsi tvoji podporniki, da bi bil vsem dopadljiv, da bi bil vsem všečen. Leto 26 je v znamenju volka po šamanskemu vidu, namreč študirala sem tudi šamanizem iz plemena Navajo, tako da nekaj tega duha je v meni, tudi v eni izmed prejšnjih inkarnacij sem bila del šamanskega plemena, šamanski vodja in zato obožujem ta boben, ne zamuditi mojega koncerta v živo, popeljala vas bom v en tak, to je bizonov boben, v en tak poseben hipnotični trans, kjer boste začutili te vibracije, recimo to je eno, ne bom zdaj vas vse izdala. Drugo, se pravi, ritem, takt in to bobnenje. Zdaj sem primila sicer tle zaradi videokamere, ja, res en tak, obožujem ta inštrument, mislite, da ga je enostavno igrati, njega enostavno, ker je treba pač ljudi čutiti, grem tudi od vsakega do vsakega in da začuti te vibracije, sploh pa, ko govorimo o 4 elementih, zemlja, ogenj, voda, zrak, da se ti elementi uskladijo, da ta vibracija pride v telo. O energiji zvoka sem pisala zelo lepo v knjigi Brezmejna moč bele magije. Knjigo dobite samo pri meni v spletni trgovini. Se pravi, rekli smo, pomembna je čakra tretjega očesa, pomembna je, se pravi, 6. čakra, če jih imamo osnovnih 7 oziroma 8, pomembna je solar plexus čakra in ta tretja stvar je pomembna, kako ste uglašeni z energijo ognja. Energija ognja namreč kot Feniks zgori, zakuri. Brez ognja ne bi bilo naše prebave, brez ognja ne bi bilo sonca, ne bi bilo življenja. Brez ognja
ne bi imeli toplote, sonce, ogenj, a ne. Zanimiv je material les, ko shrani energijo sonca, ko ga posušimo, ko požagamo drevo, posušimo les, izhlepi voda in drevo nam spet da toploto. Se pravi, energija sonca se skladišči. Kako čudovito. Ampak kaj se zgodi z ognjem, če uide izpod nadzora, če ga je preveč ob nepravem času, na nepravem mestu, se pravi požar. In oblika tega so tudi sončne opekline, sončne pege, ki bruhajo preveč energije naenkrat, tako da previdno občutljivi ljudje, sončite se pod drevesom v senci, ne, in ne ob tistih urah, ko je UV nad 5-6. In kako obvladuješ energijo ognja, kako delajo tvoje prve 3 čakre? Če ti ne delajo, ne moreš manifestirati ničesar. Vse ideje ostanejo zgori v glavi, ne, v teh čakrah, od srčne gor, od srčne dol, pač so za akcijo. Ne? In Feniks transformacija, ne pozabiti, vam bo tudi pomagala, to tudi za tiste, ki ne boste prišli na moj dogodek v živo, boste dobili v tej meditacijski sobi Bela magija, pač po tej knjigi, kupci moje knjige, boste dobili to meditacijo tam, ampak zato moramo že prekontaktirati, ker bo to zelo nekako individualno pripravljena meditacija. Tudi tam bojo zvoki šamanskega bobna iz bizonove kože narejenega. To je pač posvetilo zame. Tako da tudi, da predajam znanje, sem dobila posvetilo mojega duhovnega učitelja in dovoljenje nekako. Tako da Feniks, ognjena transformacija, pomaga človeku, da skuri tisto, kar ne rabi, da odstrani, kar mu ne služi več in da se dvigne gor in da je pripravljen začeti na novo. Najprej na novo razmišljati. Ne? Šele, ko imamo pravilno zastavljene cilje, lahko pridemo do neke poti, tako, ki si želimo. In četrta stvar je dharma ali poslanstvo. Leto 2026 je ekstremno pomembno, se je vedno pomembno, da sledimo poslanstvu, ampak če napačen človek prevzame napačno funkcijo, recimo, kot da je šef najmanj sposoben samo zato, ker je bil nastavljen, ker je bil sin od tega, hčerka od enega direktorja, ali pa ker je najmanj sposoben, ne more peljati podjetja do nekega uspeha. Se pravi, poslanstvo je tako individualno in to ni ena beseda, to so energije večjih besed. Pri meni je vedno tako, da imamo 2 pola, negativni in pozitivni, kot noč in dan, in tudi pri poslanstvu lahko manifestiraš na svojem negativnem polu, ne vedoč, seješ plevel in ti uniči tvoje pridelke in se ti zdi, da ti stvari ne grejo, da ne moreš uspeti in da se vrteš v začaranem krogu ali pa da se boriš preveč za to, da bi nekaj dosegel. Poslanstvo, dharma, namen, ne, to je odvisno tudi od tega, koliko imaš pozitivne karme in koliko imaš negativne karme. Namreč v tej knjigi Akaški zapisi osnove dušne matrice definiram poslanstvo ali dharmo kot rezultat karme plus in karme minus, nekako kot bančni račun podjetništva, prihodki minus odhodki enako dobiček ali pa pride zguba. Tako da poslanstvo ne morejo opravljati ljudje, ki imajo preveč negativne karme, več negativne karme, ker grejo pač v bankrot. Ne? Imajo poslanstvo fotrati golobe v parku na klopci za denar od sociale. Žal se moram smejati, ampak tudi to je del resnice. Torej, ko me boste vprašali o vašem poslanstvu, vam ga bom lahko odčitala bom tudi vašo preteklo karmo.
ali pa sem vam že, v osebni karmični prognozi in tako naprej. Tle govorim za širšo množico. Ampak ponavljam, poslanstvo je ekstremno pomembno in v meditaciji Feniks transformacija bo tudi za dopolniti vaše poslanstvo. In to je pomembna stvar za leto 2025. To se že dogaja, namreč za srebrno dobo, ki je boljša od železne dobe, valjda predhodnik zlate dobe, ampak se tudi s srebrnim nakitom ali pa s srebrom bomo zadovoljni, če mogoče ne bomo dočakali zlate dobe, ali pa nekateri že, drugi kasneje. Ko govorimo o energijah srebrne dobe, ne mislim samo na bogatstvo. Glejte, zagotovo jaz bolj živim kot moja mama. Moja mama je bolj živela kot njena mama. Moja babica je bolj živela kot njena mama. Življenje ljudi na zemlji se izboljšuje, no, življenjska doba se podaljšuje. Imamo veliko možnosti izbire, kaj bomo jedli. Gremo v trgovino, ne vemo, kaj bi kupili, a ja, to redi, to ne redi, to je eko, bio, to je to. Naše babice niso imele možnosti izbire, kaj bojo jedli. To je zraslo na njivi, jej, ali pa bodi lačen. Tako da izbire imamo. Ni rečeno, da v vsej tej poplavi izbire zberemo, kar je dobro za nas. Seveda imamo možnost izbiranja negativnega, to, kar ne paše našemu telesu. In pri tej priložnosti naj vam povem, da naše telo nima svoje inteligence. Inteligenca je v glavi. Se pravi, naše telo zgleda tako kot od otroka, majhnega otroka. Daj mu eno jabko, pa mu daj eno skledo čipsa. Kaj bi rad jedel, jabolko ali čips? In verjetno bo zbral čips. Se pravi, ni toliko pameten, da bi rekel, to je bolj zdravo, to bom. Tukaj treba še naučiti, da uporablja možgane, da uporablja znanje, mu je treba dati. Tako da ne se zanašati na telo, mi paše, mi ne paše, mi privlači, me ne privlači. Tudi ko boste izdelovali lovilce sanj, recimo mene nikakor ni privlačilo tole rdeče, oranžno, ampak jaz to rabim, če se razumeva. To rabim, ta Feniksova peresca. Zakaj hočem transformacijo? Ja, vsake toliko let je treba narediti en reset in začeti nekaj znova. In tudi jaz začenjam, sicer vam vse ne bom javno povedala. Ampak želim tudi vam, leto 2026 je sploh v znamenju novega začetka. Dobili smo novo vlado, dobili smo nove ministre, ki delujejo precej bolj resno kot prejšnji, in manj jih je, se pravi, prej smo imeli požrešno, zdaj imamo pa bolj šibko vlado, oziroma v smislu, da je ministrskih stolic manj birokracije, manj tajnic, manj vseh teh, in zgledajo precej bolj sposobni in primerni za svoje delo. To je že ena dobra novica tudi za Slovenijo, ki se ji odpira večji ugled v svetu. Tako da mislim, da so že vodje naše države, novi vodje, v kontaktu s Kitajsko, ki bo ena izmed prvih držav na svetu, kjer se bo začela ta srebrna doba, oziroma v nekaterih koncih Kitajske se je že začela. Sploh pa govorim o inovacijah, o izumih, ko govorim o tem, da nekdo, ko nekaj izumi, ima za dobre posledice večji del drugega človeštva. Tako da naši novi voditelji držav desne vlade so v kontaktu s Kitajsko, so v kontaktu tudi z drugimi, tudi z balkanskimi državami bivše Jugoslavije, z Rusijo, da bi se jo končno enkrat malo pomirilo. In rešujejo še velik
primanjkljaj v državni blagajni iz prejšnjih let. Tako da nagajanja so velika, zapletajo se z iskanjem dlakov jajc med, bi se reklo, pomembnimi sprejemi, glasovanje za ministra, za potrditev. Pač ena poslanka gleda na mobitel in bere, kaj predsednik državnega zbora piše na svoje družabno omrežje X in bere in citira njegov zapis. Namreč to je iskanje dlakov jajc, če obrnemo besedo tako ali pa tako. Skratka, to se more nehati. Mobitel bi jaz prepovedala v šoli, da nekdo od otrok pride gor, vzame mobitel in bere, kaj je učiteljica pisala na zasebnem sporočilu, zasebnem, ne službenem, in da zdaj bomo pa pol ure govorili o tem in zahtevali neko opravičilo za besede, kaj je pocestniško obnašanje. Se pravi, red mora biti in tretja čakra predstavlja red. In letos je leto velike vodje, moška energija, Jan, in naš predsednik parlamenta je ekstremen moški, je ta prav moški, ampak bi se reklo, moškemu ženske non-stop očitajo, ja, če si pa tak, lete vam tako povem, pride k nam, mlada sem bila še ali pa že najstnica, no, soseda, ki je delala in živela v Ameriki. Kako je v Ameriki? In odgovor je, ja, veste, temnopolti zganjajo diskriminacijo nad belimi. Je reka, da je šefica v enem podjetju, tovarni barvila so delali. In je reka, tam so beli in temni, svetlopolti in temnopolti. In karkoli rečeš enemu temnopoltemu, ja, to meni ti zdaj kritiziraš sam zaradi tega, zaradi barve kože. Se pravi, tudi ženske se nasmejo, ja, ti si do mene tak zaradi tega, ker sem ženska. To je čisti napad in provokacija, to je klasičen primer, kot da bi nekdo zanetil iskrico, važno, da je požar, in ker mu ne paše, da recimo si predstavljaš, da je poroka, da si tek pretend, da te razglasijo za to, da bosta mož in žena in čakaš tisti veliki trenutek. In da kar nekdo, ne vem, vzame mobitel in začne nekaj brati z tvojega X ali pa Facebook omrežja in zahteva od tebe pojasnilo, opravičilo in ne vem kaj. Se pravi, hoče ti pokvariti tisti tvoj slavnostni trenutek. Ne? In kako delujejo mediji, jaz sem govorila dosti že o medijih, mediji lahko slikajo z enega zornega kota, z drugega, spredi, zadaj, gore, dole. To se bo tudi prečistilo, namreč tudi verjetnost, da se bo ukinila RTV naročnina, pač plačujemo, ampak ne dobimo neke objektivne resnice. Vsi se bo pač, naj se financira sama s prostovoljnimi prispevki, kakor se to dogaja že v nekaterih drugih državah, ker sicer zaposlujejo samo svoje prijatelje, so žlahto, vsi dobivajo plače, delajo doma, kaj delajo in so nekako, niso nevtralni in pošteni do vseh političnih strank, niso do vseh enaki. Vsaj ne vsi novinarji, in to je že tako, da ljudje na testiranju je čakra tretjega očesa, imeti vizijo, znati ločiti, videti božansko resnico, znati ločiti prikrojeno resnico, tako resnico, ki jo interpretirajo drugi, in da pač padeš na te njihove finte. Ljudje vas bojo hoteli to leto peljati takole okrog jezera, preusmerjati pozornost, vržejo eno kostca, da se boš ubadal z njo, ne se pustiti. Gremo v bistvu dalje. In za vas je pomembno čakra
tretjega očesa, dobro delujoča tretja čakra solar plexus, pomembno je poslanstvo. In tukaj je en poseben datum, ki je pomemben. Ta datum za vse, ki imate, bi se reklo, slabo družinsko karmo. To pomeni, da ste privlačni za nasilje ali ste se rodili enemu izmed staršev, ki je bil dominanten, ponavadi je to oče, ni pa nujno. Ta datum je že v juniju in bom pogledala zdaj, ker imam na računalniku te številke, ne držim v glavi. Ta datum je zelo pomemben, da ne padate na nobene skušnjave, da se ne pustite nikomer ustrahovati. In pomembno je, da se potrudite usmerjati svojo energijo za pomembne stvari, da imate jasne cilje, da ste dober vodja svojega življenja. Se pravi, če so razčiščeni odnosi po materini liniji, je odlično od 14. junija dalje do konca meseca. Naj razveselim vse šolarje, študente, dijake, tiste, ki še zadnje dni gulijo, da bi izboljšali oceno. Odličen mesec junij za mentalni nivo, za učenje, tudi sreča je namenjena pri komunikaciji, se pravi, dobro od 14. junija dalje. Je pred nami res lepo obdobje, odličen čas, še posebej do 20. junija, 21. junij je najdaljši dan, sonce bo na najvišji točki in takrat bomo najbolj dobili vizije, se pravi, sonce kot božanska luč, ki prežene temo, takrat bom vas peljala v eno čudovito stanje, da boste dosegli, doživeli to, kar je vaša duša sposobna doživeti. Nikoli ne dobijo pri meni vsi ljudje enako, nikoli ne moram vsakega peljati, ampak vsak dobi tisto, kar je sposoben. Ko bi rekla, ko mizica, pogrni se. Se pravi, vzameš tisto, kar si sposoben pojesti, če ti kaj ne gre, ne vzameš, ne, ponudba pa je. O tem vam bom pisala na mail, če ste prijavljeni na moje novice, ne pozabite to brati. In se pravi, sprememba na šolskem sistemu je pred vrati, to bo za drugo leto, za že nekaj, ne pa povsem, ker je med mojimi klienti zelo veliko vzgojiteljic in učiteljic, tudi drugega kadra v šolstvu, se pravi, tle so psihologinje, sociologinje, pa učiteljice otrok s posebnimi potrebami. Za vas imam tudi dobro novico, namreč zakonodaja se pripravlja, da bo vam boljše, da boste končno imeli več, bi se reklo, tega, da delujete po svoji vesti, ne pa, da vas sistem omejuje. Imela sem primer učiteljice, ko je en podivjan otrok, ki ni bil slovenskih staršev, učiteljico vrgel en nevaren predmet. Nič se ni zgodilo, tega otroka niso izključili šole, učiteljica pa naj se počuti, celo starši tega otroka so učiteljici grozili, da bojo prišli na dom, da že vejo, kje je doma. Kam smo prišli? Se pravi, to je značilnost železne dobe, ustrahovanje, te bom že našel, že vem, kje si. To se more nehati, in se bo nehalo, samo če ne zlepa pa zgrda. Se pravi, ne morejo biti dobri učitelji kaznovani, zato ker prestajajo, bi se reklo, da jih otroci ustrahujejo oziroma njihovi starši. Učiteljem se bo spet vrnila moč, na šolah bi rabili nujno varnostnike, takega otroka ne odpeljajo
k psihologu, psihiatru, na policijo zaradi grožnje in ne ga dajo v primerno inštitucijo na zdravljenje. Včasih so temu rekli poboljševalnica. Ne? Tako da učitelji boste, če ste vi učitelji ali pa vaši prijatelji, boste spet spoštovani, cenjeni in varovani predvsem po zakonodaji, ki jo pripravi. Jaz ne berem zakonov, ampak berem za naslednjih 20 let energije in tudi to paše v srebrno dobo. Mislim, šolstvo je na prvem mestu, se pravi, otroka dobi neka ustanova, šola, vrtec in ga vzgaja. Ne? In če seveda starši vzgajamo otroke in tle moramo biti enotni, v šoli in doma, moramo biti enotni. Se pravi, ne morajo biti starši toliko popustljivi, ja, naš igra igrice do 10. zvečer, pa je pa v šoli spe, pa je truden. To je treba sodelovati, starši in učitelj morata sodelovati. Če učitelj opazi, da je otrok preutrujen, prezaspan, mogoče gre prepozno spat ali igra igrice pod odejo. Tako da skupno sodelovanje za dobrobit otroka, to mora biti. Če ne gre. Ne gre, če en vleče v eno smer, drug pa v drugo, se stvar ne premika hitro in dobro. Se pravi, toliko v šolskem sistemu. Za upokojence so itak izboljšave, tako da vsaj vam ne bo treba upokojenci plačevati te dolgotrajne oskrbe. Te izboljšave za upokojence se bojo še v naslednjih 3-4 letih izboljšavale, počasi bo šlo. Tudi za nove, tiste, ki boste upokojili, so dobri časi, dobri pogoji, lahko boste tudi delali, bi se reklo, tudi če boste prejemali 100% pokojnino. In za tiste bogataše nad 7500 spet ene posebne olajšave, ugodnosti za delodajalce, ki bojo zaposlili zelo študiran in sposoben kader. Tega najbolj rabimo v naši državi. Kako bomo mi dobro funkcionirali, če ne bomo imeli, bi se reklo, inovatorjev, ker smo tik na pragu srebrne dobe. In Slovenija ima na število prebivalcev neverjetno število genijev. Recimo, ne bom zdaj imenovala podjetja in inštitute, ampak težko verjeti, tako kot pri športu, težko verjeti, da imamo toliko prebivalcev, toliko ekstremnih, uspešnih športnikov, naj si bojo smučarski skoki, tudi druge veščine na snegu, kolesari, tudi v judu, svetovno prvakinjo, plezanju po skalah. Se pravi, zrak je karma Slovenije. Slovenija je kot entiteta rodila s karmo zrak, to je 4. od 4 najtežjih vrst karme in mnogi tega ne zmorejo. Tisti, ki zmorejo, so genialci, tisti, ki ne zmorejo, so pa na psihiatriji, na pomirjevalih, na alkoholu, drogah in tako naprej. Žal je res tako. Berite moje, bi se reklo, kako determiniram 4 vrste karme, zemlja, ogenj, voda, zrak. To dobite v tej knjigi in v branju dušnega zapisa bom vam odčitala vašo vrsto karme, da boste vedeli, kje so pasti, kako lahko sebe narediti najboljše. Jaz ljudi ne spreminjam, jaz ljudem pomagam, da najboljše, kar je v njih, da zalivajo in da tisto, kar pač ni okej, da pač se trudijo nekako držati v ravnovesju. Se pravi, zadnji dnevi v juniju so tudi odlični dnevi za dom in družino. Družina kot osnovna celica in tudi za mlade družine so že izboljšave nove vlade in to je res velik napredek, da bojo končno lahko mladi šli na svoje. Ne bo še čez noč, to traja lahko leto, bo trajalo, ampak spremljajte, če ste mladi in si želite snovati družino. Junij je odličen mesec za
bi se reklo, tudi že za dopust, izlet, ampak tukaj imam en poseben datum, 23. junij, na ta dan je pač nevarnost ognja, ogenj predstavlja tudi nenaden izbruh nekih strasti, nekega podtikanja. Lahko se pojavijo tudi strele, nevihte, ne vem, če imate slabo družinsko karmo, da ste se rodili v družini, kjer je bilo na eni strani žrtev, na drugi strani agresija, potem 23. junija in pa par dni plus minus, ne provocirajte in ne padite na nobene provokacije. Sicer pa se konec junija in je do 20. avgusta odlično obdobje za rast in napredek v kakršnem koli pomenu besede, za poroko, selitev, dogovarjanje, sklenitev pogodb, za potovanje. V glavnem je to res eno dolgo poletno obdobje, ko bomo želi, kar smo posejali, in upam, da ste lani planirali z mano letošnje leto, ker žal eni sam čakajo, kaj bom povedala, pa kaj se bo zgodilo. Morate verjeti, da ste kreatorji, da vam jaz tudi pomagam individualno, ena na ena ali pa v tečajih. Letos sicer ne bom sprejemala novih tečajev online Ključ do duše, se pravi to, kar pač pišem v tej knjigi, ker pač rabim malo se posvečati še drugim stvarem v življenju, tako da če ste zamudili, ste pač zamudili, ampak tako je, zdaj pa ne zamuditi delavnic v živo, ki jih bom imela. Pa knjig, ki jih tudi kmalu ne bo več, ker ne bomo več tiskali v slovenščini. Fizičnih knjig ne bomo več tiskali, vse bomo dali v e-verzijo. Seveda je pa tudi elektronska verzija, odlična verzija, gre s tabo, bereš na mobitelu. Jaz še lažje berem, ker rabim očala za branje in lažje berem, ker si lahko povečam črke. Se pravi, julij in avgust sta odlično za vse, ki imate dobro delujočo 3. in 6. čakro. Če tega nimate, pač vsaj dobro delujoča, saj da ne delaš na negativnih aspektih, da nisi nefunkcionalen, in začenja se obdobje uvida, analiza preteklega stanja, druga polovica avgusta, september, nehitrih odločitev, ne širiti vsako idejo, ki jo vidiš, slišati za prazen nič, ker lahko da imaš dezinformacije, da nisi, bi se reklo, sposoben videti tiste globine bistva nečesa, zato res previdno tudi s tistimi, ki imate tale značilnost, ko se reče po slovensko overthinking. Do eni strani non stop vrti, ko en vrtenc stvari, overthinking. Samo razmišljanje, mentalno žlobudranje, preobračanje in brez tega, da bi sploh prišel kam naprej, da bi se vprašal problem, kakšen je problem, problem je tak in tak, drugo vprašanje, kako ga rešim, in pol iščeš rešitve. Se pravi, 3 minute za definicijo problema, 3 ure za rešitve problema. Recimo tako, primerjava 3 minute, 3 ure, ne pa obratno. 3 ure ropotamo v glavi o tem, kaj bi, kako bi, in se ne najdemo, ker se vedno vrtimo v krogu. Se pravi, človek se mora znati tudi pogovarjati sam s sabo, mora si zastaviti prava vprašanja, da najdeš prave odgovore. Ja, mimogrede, jaz ljudi dam v trans, v hipnotični trans, in jih vprašam to, kar oni želijo vprašati, in pol sami se odgovarjajo, vse ko so lušni. Pri meni si še ljudje sami svetujejo. Tako da njihovi odgovori, ki pridejo iz njihove globine duše, takrat, ko ugasne ego, takrat bi se reklo, duša spregovori, če ne ego skozi glasen pa ropota, in ne moreš
dobiti odgovora iz duše. Zato je ta moja hipnoza, regresija in progresija tako uspešna. In bližamo se zaključku. Zato se pa vprašajte, ali sledim svoji dharmi, če se mi stvari ne premikajo, kakšen vodja sem jaz mojega življenja, kako vodim in organiziram sebe, kako dober organizator sem, kako se pripravljam na dopust. A se pripravljaš, organiziraš ali čakaš do zadnjega, da vidimo, kakšno bo vreme, a bi šel ali ne bi šel, ali se prepuščaš kar na ključu, bo že, ko bo, ali pa eni pravijo, če mi je ne bo namenjeno, se bo zgodilo. Ne, namere ustvarjaš ti sama, si mogočen kreator svojega življenja, si sokreator. Seveda se rodimo ljudje z neko predusodo, ampak ta predusoda nas ne determinira vsakega našega koraka do potankosti. In zdajle za konec najlepše, konec avgusta in september, slava, čast, idejne zasluge iz prejšnjih inkarnacij. In če ste ena izmed tistih dušic, srečni ali pa nesrečni, kako bi rekli, sreča, nesreča, ki je prejšnje življenje zapustila, brez da bi njen izum, njena inovacija, njeno delo zaživelo, zacvetelo, bo se to zgodilo v tem življenju in to natančno proti koncu poletja in v jeseni. Namreč prihaja čas slave. Slava ni nujno denar. Jaz sem slavna, nisem pa bogata. Mislim, da so bogati tisti, ki imajo doma čistilko. Ali pa, ne vem, z osebnega šoferja. Ja, to sem parkrat ga najamem. Tako da, sem pa otroke lepo vzgojila, delajo, sodelujejo. Tako da, ne vem, ko bi se reklo, slava in čast, idejne zasluge in priznanja za minulo delo. Se pravi, ali je vaše preteklo delo bilo delo iz tega življenja, ali pa je mišljeno na življenje pred tem življenju. To lahko preprosto vidim, ti povem, odčitam, delam pred tabo preko video klica, preko računalnika, 1 urco traja, in ti tudi pomagam, da lahko razrešiš tiste lekcije in naloge, ki si jih pustil nedokončane. Se pravi, kot karmična diagnostičarka, mojstrica vstopanja v akaške zapise, hipnotizer, regresoterapevt in mojster progresije, uvida, hiromantike, naravna, intuitivna jasnovidka in še marsikaj sem vam lahko v pomoč tudi to poletje. Ne zamudite moje šamanske delavnice, moj mini koncertek za vašo dušo in telo, za vaš mentalni in emocionalni svet na 2 lokacijah po Sloveniji, tako da bo vsem zadoščeno. Berite e-novice, prijavite se na omgarden.si in kmalu spet z vami. Vso srečo, lepo, toplo, vroče poletje, ampak ne preveč biti temperamenten, ognjevit in sledite svojemu poslanstvu. Hvala.